zmago nad Turki je bogata Beneška republika 7. oktobra leta 1593 začela graditi prav posebno mesto. Uporabili so vse svoje vojaško znanje, ki so ga do takrat imeli, da so zgradili obzidano mesto v obliki deveterokrake zvezde. To okroglo mesto je imelo 3 vhodna mestna vrata in globok jarek vse okoli obzidja. Tako je nastala Palma Nova, najboljši primerek renesančnega mesta. Njena arhitekturna zasnova sledi idealom utopije. Utopija naj bi bila mesto, kjer je bilo vse urejeno do popolnosti, tako na nivoju mesta, kot na nivoju družbe in meščanov. Začetnik tega gibanja je bil angleški pisatelj Thomas More, ko je napisal knjigo Utopija. V knjigi je natančno opisal značilnosti takega mesta, idealno arhitekturo in idealne ljudi. Bistveno za življenje v takem mestu je bila enakost. Vsi v mestu naj bi bili enako premožni, enako spoštovani, imeli pa naj bi celo enake izkušnje. Utopično mesto je bilo simetrično in obkroženo z zidovjem. Znotraj obzidja je bilo pomembno znanje, ki so ga morali imeti vsi prebivalci enakega. Zid je namenjen torej obrambi, a tudi temu, da bi tisto, kar so vedeli meščani, ostalo znotraj njega. Kot je Thomas More napisal v knjigi, ko spoznaš enega iz mesta, spoznaš vse. Beneški arhitekti so torej vzeli Morejev koncept in ga oplemenitili z ideali renesanse, kjer je pri urbanizmu geometrija igrala ključno vlogo. Lepota naj bi utrjevala premoženje mesta. Vsaka cesta in vsaka ulica in vsaka hiša naj bi bile natančno simetrične in vsak človek naj bi imel enako zemlje in s tem odgovornosti in dolžnosti. Poleg tega naj bi oblika mesta odgovarjala kozmološkim konceptom. Deveterokraki krog naj bi bila najbolj popolna oblika in je kot tak simbol kozmičnega miru. V krščanstvu je krog osnova za vse živo, je popolnost in je cikel rojstva in smrti. Krog pa je tudi narava, mesto pa nekaj, kar noče izstopati, ampak si želi harmoničnega zlitja z okolico. V njem naj bi prebivali samozadostni trgovci, obrtniki in kmetje. Kljub vabljivim pogojem pa se v tako mesto nihče ni želel naseliti in je tako po izgradnji ostalo nekaj let čisto prazno. Vladi Beneške republike ni ostalo drugega, kot da je v to mesto naselila svoje zapornike. Danes v Palmanovi živi 5500 ljudi. Tek, ki ga organizirajo vsako leto sredi novembra, pa je zanimiv tudi zato, ker je start v središču kroga. 2 poti pa vodita v 2 smeri, ki se zaradi simetričnosti mesta po kakšnem kilometru ponovno združita. Urbani tekači bomo tja odšli tudi drugo leto.